Sem Katarina Zobandora iz Zavoda Živim in bi vam rada predstavila moje razmišljanje ob evangeliju tega dne. Evangelij govori o Mariji, ki je šla k Elizabeti in gre za en tak zelo znan dogodek, za en vesel dogodek, ko v bistvu Elizabeta, ki je bila polna Svetega Duha, še preden se je Jezus rodil, ona že ve, da Marija v sebi nosi odrešenika, Gospoda, kot pravi ona. In v bistvu Elizabeta tega ni mogla vedeti kot neko znanstveno dejstvo, ampak je vedela zato, ker je pač bila odprta Svetemu Duhu. In včasih se mi zdi, da se ljudje zelo upiramo na znanstvena dejstva in da pozabljamo v bistvu, da je Bog največji znanstvenik, da je on dejansko ustvaril znanstvenike in da se Boga ne da omejiti. Bog je ljubezen in ti dve ženski sta bili odprti ljubezni. In zdaj Elizabeta je vedela, da ima Marija v sebi nekaj zelo posebenega. In vsi mi, ki smo kristjani in verjamemo, da je pač Jezus Bog, pa se strinjamo z Elizabeto, da je Jezus res nekaj posebenega. In hkrati pozabljamo, da smo mi dejansko ustvarjeni iz iste snovi, iz ljubezni. In da smo mi zato tudi nekaj zelo posebenega. Zadnjič sem slišala eno tako simpatično, en tak hec, da v bistvu, ko je Bog delal selfija, smo pol mi nastali. V začetku oktobra sem na Dnevniku zasledila, da so povedali, da so v lanskem letu zdravniki v Sloveniji predpisali več kot 500 000 antidepresivov. Več kot 500 000 teh receptov za antidepresive. In to se mi zdi ogromna številka. In verjeten razlogov za eno tako žalostno stanje je veliko, vsak ima svojo zgodbo, ampak se mi zdi, da opažam en vzorec. Ko hodim po Sloveniji in se veliko pogovarjam z mladimi, pa tudi z odraslimi, večinoma z njimi govorim o samospoštovanju, o vrednosti vsakega človeka, o čudežu življenja. In nekako v teoriji se mi zdi, da vsi verjamemo, da je življenje čudež, ampak v praksi pa pozabljamo, da smo dejansko tudi mi čudež, da je vsak od nas čudež, da je vsak od nas čudovit in enkraten in neponovljiv in da v vsej zgodovini še ni bilo nikogar takšnega, kot smo mi. In pozabljamo, da ima vsak od nas zelo veliko dobrih lastnosti, zelo veliko talentov in da ima vsak od nas eno svoje poslanstvo. Nihče od nas ni tukaj brez razloga. In Bog nikogar ni ustvaril, da bi živel neko dolgočasno življenje. In ob vsej tej depresiji v Sloveniji se mi zdi tako, počasi dobijam občutek, da Slovenci sploh ne verjamemo v Boga. Ker če verjamemo, da je naš stvarnik, naš Bog, popoln, potem vemo, da ne dela napak. Kar pomeni, da moramo sprejeti dejstvo, da noben od nas ni napaka. In noben ni naključje. In vsak od nas je v bistvu skrbno načrtovan od našega očeta, od našega stvarnika, od našega Boga. In ta Bog ne dela napak. V resnici noben ni nenačrtovan in nobena nosečnost ni nenačrtovana. Mogoče nismo načrtovali mi, mogoče se nam zdi, da ni prišla v pravem trenutku, ampak v resnici je prišla lih v tistem trenutku, ko je bil najboljši. Ker načrtoval je Bog in ta Bog se ne more zmotiti. In današnji evangelij tudi pravi, zadnji stavek je: blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. In jaz mislim, da tudi blagor nam, kadar se uspemo prepustiti Božji volji in se sam krčevito ne oklepamo naših načrtov. Zato, ker dejansko ima Bog vedno ful boljši načrt za nas. Veliko boljši, kot bi si ga lahko mi sami kdaj zamislili. In jaz zato mislim, da nimamo enega razloga za žalost in za obup, ampak smo lahko veseli in smo lahko srečni, zato ker smo v bistvu vsak od nas en hodeč čudež, vsak od nas je neponovljiv. In vsakega od nas ima Bog tokrat, da je dejansko se rodil za nas in umrl za nas in dejansko nas mora tako zaumreti, tako dobesedno. Zato bi pozvala vsakega, ki gleda ta video, da prav vsak dan se spomnimo na to, kakšen dar nam je dal Bog, ki nam je dal življenje in da vse poiščemo talente, ki nam jih je dal. Ker to ne pomeni, da se bomo hvalili, ampak pomeni, da bomo lahko
prav s temi talenti služili iz ljubezni drugim in služili Bogu in bomo delali ta svet lepši in bomo čutili, kako se nas Bog dotika. In o teh dotikih dajmo pol se pogovarjati s svojimi prijatelji, s svojimi sorodniki, ker bomo tako na zemljo prinašali nekaj božjega, nekaj presežnega.